405 tekem, 157 golov. To je statistika mariborskega kapetana Markosa Tavaresa, ki je v štajerski prestolnici prava legenda. Na slovenskih nogometnih zelenicah je debitiral 1. marca leta 2008, v Mariboru pa bo verjetno tudi končal svojo kariero. 32-letnik pravi, da si ni nikoli mislil, da bo ostal tako dolgo. Nisem tako pričakoval, ker nisem vedel, da bom tako dolgo ostal tu v Maribor, ampak sem zelo vesel in super, da lahko danes biti kot kapetan, kot ikon klubov za mene in za tudi moja družina, sem zelo vesel. Kako težko je bilo prepričati Zlatka Zahovića, da ste prave kvalitete, da igrate v Mariboru? Ja, direktor, vemo, da on je bil zelo dober igralec in jaz sem prišel prvič tu v Maribor na probo in sem igral 45 minut in on mi je rekel, da sem dober igralec, imam kvaliteto in z nami hotel nekaj več stvari naredimo skupaj in hvala Bogu smo tu že in tudi smo igrali Ligo prvakov, ki je bilo to naš namen. Če se vrneva malce na vaše nogometne začetke, kot večina Brazilcev ste se osnovnih nogometnih korakov naučili na ulici. To je res. Jaz sem igral večino pri ulici in brez kopačke, brez teniske, brez nič. Celi dan sem igral samo, ko je bilo kosilo ali večere, mama me klicala in sem jedel, pa spet nazaj sem igral nogomet. Večkrat ste dejali, da niste imeli ravno najlepše otroštvo. Z nogometom oziroma z denarjem, ki ste ga služili od nogometa, ste pomagali preživljati družino. Ja, jaz sem 9 let star, sem začel igrati nogomet pri Internacional v Porto Alegre in ko sem imel 13 let, Gremio iz Porto Alegre me je kupil in takrat je bilo dobro denar in sem pomagal starši, da tudi gradite hišo. In potem 14 let sem že igral reprezentance v 15 in potem življenje je bilo malo boljše. Ko ste iz Internacionala prestopili v Gremio, je vaš oče zaradi tega izgubil službo? To je res. Moj oče je igral nogomet pri Internacionalu in takrat on je delal kot blagajnik pri Internacionalu in mesec dni, ko sem šel v Gremio, moj ate je vedel, da za meni, da jaz lahko imeti boljši prihodnost ali boljši klub. Moj ata je izbiral, da v Gremio najboljši poti, da grem v člani. Takrat je po en mesec dni moj ata izgubil delo. Pri Gremiju ste igrali tudi s slovitim Ronaldinhom. Kako se spominjate teh časov? Ja, super. On za meni živo je bil najboljši igralec, ki sem treniral skupaj. Jaz, ko sem imel 18 let star, sem že igral v članu in on je bil tam. Samo škoda je bilo samo pol leta in skupaj smo trenirali in za mene on je fenomenalno. Če se ne motim, je Ronaldinho ob odhodu iz Gremija dejal: "Ne bojte se, Marcos Tavares je tukaj." Ja, to je res moj, ne vem kako se reče, sucesor, naslednik bo Marcos Tavares in to za mene super. Jaz tudi imam doma to novice, ko on to je rekel in potem sem igral, ampak premalo sem igral v Gremiju. Opazil vas je pa njegov brat, če se ne motim, ki je nogometni agent. Ja, enkrat, ne vem, eno leto on je bil moj menedžer, ampak tudi sem igral 10 mesecev pri nogometni klubi, ki je on naredil v Porto Alegre. Atletico Paranense, Gremio, Porto Alegre, to so velikani brazilskega nogometa. Dejali ste sami, igrali ste tudi za brazilsko reprezentanco oziroma za mlajše brazilske selekcije. Kakšna je tista glavna razlika med nogometom v Braziliji in nogometom v Evropi?
Ja, v Brazilu igramo dosti, kaj lahko, nogomet z ulice, 1 proti 1, na tak način. In Evrope je več taktika, več moramo boljše sodelovanje z ekipom. Brazil vemo, da Neymar, Ronaldinho, on ima rad 1 na 1, biciklo in tak dribling. In pri Evropi ni dosti tako, ampak tudi dobro, jaz kot Brazilec lahko prinesem to v Maribor, tudi je boljše za ekipo. Kdaj ste pa vi nazadnje obiskali rodno Brazilijo? Ja, to je že 4 let nazaj sem šel v Braziliji in ponavadi starši pride, vsako drugo leto pride sem. Poleg nogometnih kvalitet ste tudi s človeške plati Mariboru in Sloveniji dali ogromno. Ustanovili ste društvo Karios, ki pomaga tistim, ki pomoč nujno potrebujejo. Ja, to mislim, da je bilo, jaz sem mislil, da en način, ker lahko vrni tako ljubezen, ne. Seveda pri nogometu, ko dam gol, ko zmagamo, ampak tudi na drugi način, da pomagam ljudem, ki rabijo podporo. In mi pomagamo materinski dom z hrano, oblačilo, otroke, ki nima denar, da kupi darilo. Tudi učimo ljudi, ki rabijo jezik, na primer učimo špansko, angleško, da učimo ljudi, ki nima denar, da plača neki tečaj. In tudi v zaporniku učimo špansko, angleško, da jaz imam rad, da pomagam ljudem. Imate 5 otrok, vemo, koliko vam družina pomeni. Na kakšne načine preživljate čas z otroci, ko seveda niste na nogometnem igrišču? Ja, seveda, otroci tudi imajo trening, igrajo pri Maribor. In ko nisem na igrišču, sem z družino in mi hodimo skupaj, se zabavamo in na tak način živimo. Ja. Pogodbo ste podaljšali še za 2 leti, torej do konca sezone 2018-2019. Kje se vidite takrat, kje se vidite po izteku te pogodbe? Ja, po tej pogodbi hočem še več, še pogodbe. Ja. In delam za to, hočem, da podaljšam svojo kariero, pazim, treniram in bomo videli, kaj Bog bo mi dal zdrav ali ne, da lahko igram čim več. Mariborski kapetan nam je želel izdati še kakšno skrivnost, a ga je soigralci že čakal popoldanski trening.